10 let lokalne akcijske skupine za mesto in vas. Iščemo odgovornega skrbnika javnih cest. Polni zagona kolesarimo v službo. Na flancanju izmenjava sadik in semen. Primeri dobre prakse mladinskih politik. Bezgovci gostili Janeza Škofa. Na sejmu gramofonskih plošč. Na gasilski orientaciji. 4 mladi badmintonisti državni prvaki. Lepo pozdravljeni. Včerajšnji dan je zaznamovalo več dogodkov, med drugim 23. seja občinskega sveta. Nekateri so jo poimenovali kar zgodovinska, saj je občinski svet s 15 glasovi za sprejel pobudo krajevne skupnosti Pirniče, da se osnovna šola Pirniče preimenuje v osnovno šolo Jakob Aljaž Pirniče. V središču mesta pa je potekala 15. tržnica znanja pod okriljem tednov vseživljenjskega učenja. Po različnih koncih občine je potekala vaja civilne zaščite Medvode in v Sori pod okriljem območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije Ljubljana okolica še revija pevskih zborov. O vseh teh dogodkih več v prihodnji informativni oddaji. Nadaljujemo pa z okroglo obletnico. Že prejšnji ponedeljek je lokalna akcijska skupina za mesto in vas ob 10. jubileju pripravila praznovanje ter pregled dosežkov, ki so zaznamovali lokalno okolje. Z našo ekipo smo se jim pridružili na praznovanju v Trzinu in se spominjali, kaj vse je nastalo s pomočjo evropskih sredstev in sodelovanjem skupnosti. Delovanje lokalnih akcijskih skupin se je začelo v okviru evropskega programa LEADER, katerega cilj je spodbujati razvoj podeželja, povezovanje skupnosti, ohranjanje dediščine ter ustvarjanje novih priložnosti za življenje in delo na lokalni ravni. Lokalne akcijske skupine so se ustanavljale zato, ker se je pokazalo, da lokalni prebivalci najbolje poznajo potrebe svojega okolja. S povezovanjem različnih partnerjev lahko skupaj pripravljajo projekte, pridobivajo evropska sredstva ter uresničujejo ideje na področju turizma, kulture, podjetništva, trajnostnega razvoja, lokalne samooskrbe in družbenega življenja. 6 občin se je pred 10 leti odločilo, da se povežemo v akcijsko skupino, ki je po mojem mnenju danes ena izmed bolj uspešnih občin. Ne nazadnje to govorijo tudi naše številke. Ta las je dejansko nastal iz ideje. Ničesar ni bilo na tem področju nobenih zametkov. In je še prav poseben zato, ker pač povezuje mesto in podeželje. In sicer pokaže, da to nista dva različna pola, ampak da se dopolnjujeta, da pač to, kar se naredi v mestu, dopolnjuje potem, odpira poti za podeželje. Projekti, ki se realizirajo na podeželju, so pomembni tudi za mesto. Tako da tu so zaživele razne mreže. Prednost je tudi, ker povezuje tako gospodarske družbe, v glavnem manjše, pa potem zavode, društva in tudi posameznike. Občine so pa tiste, ki so pa zelo pomembne za sofinanciranje lokalne akcijske skupine in posameznih projektov. Čeprav moram reči, da smo izjemno zadovoljni, ker puščajo prostor tem idejam, ki prihajajo s terena. V 10 letih so v Domžalah, Komendi, Medvodah, Mengšu, Trzinu in Vodicah usklili, se razvijali in življenja številnih občanov zaznamovali projekti, ki so bili sofinancirani strani LAS za mesto in vas. Smo jim uspešno, odpeljali ali pa pripeljali kar 44 projektov v prvem obdobju, ki so bili skupaj vredni preko 4 milijone evrov. Seveda ob tem je treba vedeti, da smo nepovratnih sredstev dodelili malo manj kot 2 milijona oziroma 1.800.900.000 evrov. Moč LAS-a se kaže v spodbujanju in uravnoteženem razvoju lokalnih območij. Ključni povezovalni element LAS-a so angažirani občani, ki so aktivno vpeti v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem okolju. Finančna podpora projektom je zagotovljena preko 2 evropskih skladov, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Za uspešno delovanje našega Lasa pa vse od začetka skrbi Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Sicer pa smo kot vodilni partner tisti, ki skrbimo za administrativno, finančno in vse ostalo vodenje teh projektov, tako da bom rekla, smo tisti okvir, znotraj katerega dejansko lokalna akcijska skupina zaživi. Medobčinsko povezovanje v projektih Las povezuje ljudi, ideje in znanje ter ustvarja nove razvojne priložnosti za podeželje. S sodelovanjem kulturnih, podjetniških in drugih ustvarjalcev nastajajo projekti, ki bogatijo lokalno okolje, krepijo identiteto prostora in prispevajo k boljši kakovosti življenja prebivalcev. Je pa velikokrat potrebno precej energije za preseganje domačih lokalnih okvirov, kot je v okviru okrogle mize ob slovesnosti povedala Zvonka Simčič, ki je ena izmed bolj angažiranih in uspešnih uporabnic sredstev Las razpisov. Ja, v naši občini v bistvu imamo že problem, če se društvo med seboj povezujemo. Zato mislim, da je Las razpis, Las projekt primeren tudi za takšna društva, da dobijo še neke druge izkušnje. Včasih je to malce zoprno iskati partnerje, ampak mogoče se pa v določenih praksah potem pokaže, da je bilo to zelo dobro, saj skupaj v bistvu lahko naredimo več kot vsak posameznik. Kot dolgoletna soustvarjalka Las projektov je tako izpostavila tudi enega izmed problemov, ki jih pri svojem prijavljanju opažajo manjši prijavitelji pri oddaji popolne vloge. Lahko napišem, ampak potrebno je ogromno energije, ogromno časa in če si posameznik, ti tega noben ne pokrije. Projekt pripravljaš približno 2 meseca, če hočeš, da je dober, pa če se hočeš poglobiti v vsebino, ampak je tako narejeno, da v bistvu tega časa, ko ga ti porabiš za pripravo, se ne moreš vključiti v financiranje. Zato je posameznik ali društvo so tukaj v precejšnjem minusu. Zdaj, če se prijavi občina, zaposleni, ki so tam, tisti, ki pripravljajo projekt, so na nek način plačani. Zaradi tega so na probleme malih prijaviteljev opozarjali vsi prisotni iz takšnih organizacij in po besedah odgovornih je z novim obdobjem ta težava zmanjšana. Tu gre za projekte z manjšo denarno vrednostjo, za katere sem pa prepričana, da v okolje prinašajo res veliko dodano vrednost, ker izhajajo iz konkretnih potreb na terenu, konkretnih ljudi. Skratka, pisani so na kožo tistemu, kar ljudje potrebujejo. Kot rečeno, zakonodaja je takšna, da je preveč birokracije, ampak znotraj tega pa pač res pomagamo maksimalno. Mi smo zdaj v zadnjem razpisu poskrbeli tudi za nevladne organizacije, za naša društva ali pa tudi SP-ja, ki lahko kandidirajo za male projekte. To so projekti do 10.000 evrov, kjer je administracija bistveno lažja in na tak način smo ravno pred 1,5 ure na upravnem odboru potrdili 5 takih projektov, ki bodo ta sredstva lahko črpala že v času same izvedbe z izredno malo, bom rekel, administracije. In kako realizirati projekt, ki je vreden 10.000 evrov? Če se prijavijo seveda na Lasov razpis, lahko prejmejo 10.000 evrov in ni potrebno zalagati vse vnaprej, ker je pogodba taka, da dobijo sredstva tekom same izvedbe projekta. Županja, župani in podžupanje vseh 6 občin ustanoviteljic Lasa ter predstavniki partnerjev projekta so ob koncu na torti, ki so izdelali otroci iz vrtca Vodice, simbolično upihnili 10 medenih svečk, ki gradijo skupnosti, ki jih ne ločujejo občinske meje. Poročali smo že, da je občina Medvode konec aprila objavila javno naročilo, s katerim na svoje ceste vabi novega koncesionarja. Zadnjih 7 let je to podjetje HNG, saj se vedno izkaže kot najcenejši in nazadnje tudi edini ponudnik. Ne opravlja le rednega vzdrževanja cest, kar vključuje tudi zimsko službo, ampak vzdržuje tudi prometno opremo in signalizacijo, izvaja zapore cest in posreduje ob intervencijah. V lanskem letu nas je to stalo okrog 820.000 evrov. Javno naročilo je odprto do ponedeljka. V občinski upravi pa upajo na prejem večjega števila ponudb, ne zgolj ponudbe obstoječega koncesionarja.
Družba HNG je bila za glavnega koncesionarja prvič izbrana leta 2019 skupaj s podjetjem Avtoprevozništvo Trampoš Katarina Ogris, podjetjem, ki je na naših cestah tako ali drugače prisotno že 25 let. Za to mesto se je takrat ponujala samo še Gorenjska gradbena družba. Leta 2021, ko je bila razpisana 3-letna koncesija, je bilo zanimanja malenkost več, saj sta poleg HNG-ja svojo ponudbo dali še 2 podjetji, ponovno Gorenjska gradbena družba in komunalno podjetje Ljubljana, vendar obe z višjimi cenami. In po 3 letih, leta 2024, ko je občina iskala spet koncesionarja zgolj za 2 leti, je bilo podjetje HNG celo edini ponudnik. Tudi tokrat občina Medvode ponovno išče koncesionarja zgolj za 2 leti, čeprav je nadzorni odbor občine Medvode že večkrat omenil, da ima možnost podeliti koncesijo tudi za daljše obdobje. Zaradi vojaških konfliktov na Bližnjem vzhodu se te gospodarske razmere politične hitro spreminjajoče in že prihaja do nihanj cen gorivih, gradbenih materialih, drugih surovinah, tudi pri tveganjih za dobavo, in zaradi tega se občina ne želi dolgoročno vezati na te cene, ki so zdaj cene ponudnikov, ki že vključujejo ta zvišanja, pa tudi njihova predvidevanja teh tveganj. In če bi mi zdaj sklenili dolgoročno pogodbo, bi tudi v primeru, da se razmere stabilizirajo in cene znižajo, bili vezani na te višje cene. Zato nekako upamo in računamo, da se bojo razmere umirile, stabilizirale v prihodnjih letih in bomo lahko na to sklenili dolgoročno pogodbo, ki bo ugodnejša za občinski proračun. Ko gre za proračunski denar, morajo šteti predvsem cene. Koncesija je v bistvu katalog cen, po katerih je ponudnik, torej bodoči koncesionar, pripravljen opravljati neko storitev, in kot je večkrat doslej povedal Martin Plut, direktor HNG-ja, cene ne morejo biti stvar morebitnih pogajanj, so pa to lahko količine in kvaliteta storitev. Zadnja leta HNG ne le da opravlja redno vzdrževanje cest, kar vključuje tudi zimsko službo, ampak tudi vzdržuje prometno opremo in signalizacijo, izvaja zapore cest in posreduje ob intervencijah. V lanskem letu so občino ta opravila stala okrog 820 000 evrov, kar niti ni tako zelo veliko, če se spomnimo, da so nas ta opravila pred več kot 15 leti stala že 1 milijon in več, pa vendarle. Nastanejo več, kot je v ta namen rezervirano v občinskem proračunu za letos. In katere so po mnenju občine Medvode tiste poglavitne spremembe v koncesijski pogodbi? Občina si v prihodnje pridružuje pravico, da zmanjša obseg naročila ali kakšno od storitev, ne da bi morala navajati za to razloge. Občina želi nekatere stvari sama izvajati, recimo košnjo, in imamo v pogodbi to tako opredeljeno, da določene stvari lahko prevzame občina sama, so pa tudi v pogodbi že. Občinski svetniki zadnja leta ob rednem letnem poročanju koncesionarju dejansko manj opozarjajo na višino sredstev, ampak predvsem na slabo odzivnost in pregledniško službo. Če poenostavimo pripombe, HNG-jev preglednik naj se manj vozi naokrog in namesto, da samo fotografira udarne jame, naj le te sanira vsaj s hladno maso. Kar nam dopušča zakonodaja, smo zmanjšali obsege pregledniške službe na teh cestah nižjih kategorij. Nekoliko smo prilagodili popis, količine, vsebine, glede na to, kaj vidimo, kaj potrebujemo. Pravilnik jasno določa, katere kolikrat in katere občina sama oziroma upravljavec sam določi kolikrat. Pa mi ocenimo, kje potrebujemo in lahko znižamo pogostost pregledov. Naloge preglednika ne rabijo biti v pogodbi opredeljene, ker so opredeljene zakonsko. Tako da je to vse določeno, kaj je njegova naloga. Po novem je občina zmanjšala oziroma spremenila tudi seznam osnovnih sredstev in opreme, s katero mora koncesionar razpolagati. Na primer, sedaj je določeno, da mora razpolagati z enim plugom širine do 3,5 metra, prej so bili 4 in z najmanj enim plugom širine nad 3,5 metra, prej sta bila 2. Po drugi strani pa zaostruje pogoje glede izobrazbe izvajalcev del. Recimo zahteva, da ima najmanj 7 vzdrževalcev cest pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za vzdrževalca cest ali pa da ima voznik tovornjaka vsaj 4. stopnjo izobrazbe. Nekoliko smo omilili pogoje glede opreme, zato da malo odpiramo konkurenco.
Smo pa glede na to, kaj vidimo na terenu, kaj potrebujemo, pa malo zaostrili pogoje oziroma povečali zahteve glede kadrov. To je mogoče ta sprememba. Ja. Kadre, kakšne pričakujete? Predvsem osebe, ki imajo kvalifikacijo za vzdrževanje cest. Bolj smo odprli te pogoje, napisali smo, katera oprema je nujna, ne pa količinsko. Koncesionar mora sam vedeti, glede na omrežje, ki ga mora vzdrževati in upravljati, kakšno količino te opreme pa potrebuje. Skratka, občina upa, da bo na javno naročilo prispelo več kot le ena sama ponudba. Tudi zato morda ne zahteva več bančne garancije za resnost ponudbe. Kaj vi pričakujete? Bo tale zimska služba pa redno vzdrževanje dražje? Ali bomo šli na to, da bomo zmanjševali storitve, pa te bolj kvalitetno? Kaj je tisto, kar je nekako sledi občina Medvode? Ja, to pa težko komentiram, bomo videli, kaj dobimo v razpisu. Na zadnji razpis je prišla samo ena ponudba, najbrž pričakujete kakšno več? To si želimo, ja. Nadzorni odbor občine Medvode je ob svojem nadzoru izvajanja koncesije leta 2024 podal 8 ugotovitev in posledično tudi 8 priporočil pri sklepanju koncesijske pogodbe. Med drugim tudi naj občina vzpostavi bolj učinkovit sistem nadzora nad izvajanjem vzdrževanja cest, recimo tudi zimske službe, ki jo koncesionar izvaja s številnimi podizvajalci. Naš pogodbenik vedno je nek vodilni pogodbenik in on je naš kontakt in on je odgovoren in s tistimi komuniciramo. Vsi so solidarno odgovorni za izvajanje te pogodbe. Velikokrat nekako slišimo tudi to opombo, da od tega, ko se nekako zazna neka poškodba cestišča, se postavi tabla, potem pa od tega nič ni. Oziroma, kakšna je tista prava pot, pravi protokol od zaznane poškodbe pa tja do realizacije oziroma sanacije škode? Če občani, uporabniki opazijo neko poškodbo, lahko to javijo direkt koncesionarju. Ima za to odprto dežurno telefonsko številko, je objavljena na naši spletni strani. Lahko prek obrazca na naši spletni strani tudi kakšne druge predloge pa ideje občanov ali pa neposredno na naš občinski mail občina@medvode.si, kar mi pa tudi posredujemo naprej in redno tedensko s koncesionarjem usklajujemo prioritete, kaj se prioritetno gre izvajati. Od 4. maja pa vse do 21. junija poteka 5. vseslovenski izziv oziroma pobuda pod geslom Polni zagona, kolesarimo v službo. Del pobude je tudi brezplačni servis koles v različnih krajih po Sloveniji. Eden izmed njih je letos potekal tudi v Medvodah na tržnici v ponedeljek popoldan. Polni zagona, kolesarimo v službo je nacionalna pobuda za spodbujanje kolesarjenja in spreminjanja vsakodnevnih potovalnih navad. Vključuje koristne nasvete, povezovanje z drugimi kolesarji in nagrade tekom akcije in ob koncu izziva. Kolesarjenje v službo je odlična alternativa avtomobilu. Poleg zmanjšanja ogljičnega odtisa ima številne pozitivne učinke za zdravje, telesno in duševno, pa tudi za denarnico. Za delodajalca pa to pomeni večjo produktivnost in manj bolniških odsotnosti. Polni zagona je akcija, ki promovira kolesarjenje v službo, torej da bi čim več delavcev šlo v službo s kolesom, ne bi bilo toliko težav z iskanjem parkirišča in gneče na cesti. Tako da danes tukaj na tržnici v Medvodah imamo brezplačni servis koles. Akcija je namenjena za vse kolesa, lahko greste z električnim kolesom, z navadnim kolesom. To akcijo pa financira Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Sestavni del pobude so tudi servisi koles v različnih krajih po Sloveniji. Tokratni letos tudi v Medvodah je bil že 6. v letošnjem izzivu. Naša naloga je v okviru tega projekta, da pogledamo, preverimo, ali so kolesa varna. To je tista najbolj bistvena naša naloga. To pomeni, mi nimamo popravila koles, da nekdo pripelje pokvarjeno kolo oziroma uničeno kolo, ker nimamo rezervnih delov. Naša naloga je, da tiste obstoječe kolesa uredimo tako, uredimo zavore, da primejo, to je zelo pomembno oziroma najbolj pomembno, in pa menjalnik, kar je največkrat, ne gre mi veriga navzgor, ne gre mi veriga navzdol, da uredimo tako, da nekdo zaupa svojemu kolesu in na ta način tudi potem z večjim veseljem opravi to pot v službo kot pa z avtomobilom. Ko takole gledate, se nas več vozi s kolesom v službo ali pač ne?
To je pa zelo odvisno od tega, kje smo delali tudi servis, od tega tudi, bom rekel, ena obiskanost. Recimo, če dam eno primerjavo, v Novi Gorici je bil ekstremen velik obisk, tudi ljudje so zelo poznali našo akcijo. Kar se pa tiče samega kolesarstva, ljudje ne zaupajo svojim kolesom, vsaj ne teh vsakodnevnim, in tu bi mogoče apeliral, da se vsako pomlad, ko se pač prebudi ta kolesarska sezona, naj namenijo tistih par evrov, pa dajo pregledati svoje kolo, ker jim bo služilo in varno za njihovo glavo in za njihovo počutje. Če imamo električni kolo, ga lahko tudi pripeljemo sem ali pač ne? Absolutno. Mi sicer ne popravljamo teh električnih agregatov, ravno tako preverimo zavore, menjalnik, osnovne tiste stvari, zato da je podvarna. Letošnji izziv v svoji 5. izvedbi, ki poteka med 4. majem in 21. junijem, v ospredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Akcija, ki spodbuja zaposlene, da avtomobil zamenjajo za kolo, letos beleži izjemen odziv. V samo prvem tednu pobude se je prijavilo 2-krat več delodajalcev kot lani, v akciji pa trenutno kolesari več kot 2000 kolesarjev. Uporabniki se registrirajo na spletno mesto, na platformo Polni zagona in potem tam vidijo pač prevožene kilometre, koliko so časa porabili, kalorij, koliko so porabili, in potem so tudi mesečno in letno nagrajeni tisti, ki prevozijo največ kilometrov. So pa različne nagrade, kot so recimo trenutno je nagrada kolo, darilne kartice za Spar, Ikea, Decathlon in pa tudi brezplačna izposoja električnih namagov koles. Kako lahko sodelujemo tudi mi? Najprej se registriramo, označimo dneve, ko se bomo v službo in nazaj peljali s kolesom, sodelujemo v izzivih in se potegujemo za privlačne nagrade. Koliko se vi vozite s kolesom na obveznosti, ki jih imate? Ja, jaz se zelo malo vozim s kolesom, ker sem doma izven Ljubljane, hodim pa v šolo v Ljubljano, pa mi je v bistvu predaleč. Grem pa rada po svojem domačem kraju, pa z družino veliko kolesarimo. Razpet med motorjem, kolesom, skirojem in avtomobilom. Odvisno od relacije, kam me ponese tisti dan. Sara Bonča je iz občine Vodice, tako da razumemo zadrego, da do Ljubljane na obveznosti težko prikolesari. Glavni servisar Matic Brazovšek pa je javnosti poznan tudi kot idejni snovalec električnega skiroja, ki lahko prevaža tovar in vozi vzvratno. Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje si lahko preberete tudi, kako zdravi smo občani Medvod. Glavne karakteristike, ki Medvoščane uvrščajo med bolj zdrave, so manj bolniške odsotnosti kot drugod po Sloveniji, nižji delež zdravljenja za visok krvni tlak in sladkorno bolezen, manj srčne kapi in zlomov kolka, višja telesna pripravljenost otrok, dobra odzivnost v preventivnih programih, kot sta Svit in Zora, in še višji delež uporabnikov storitve pomoč na domu od slovenskega povprečja. Izziv pa ostaja, na primer, kako zmanjšati število prometnih nesreč pod vplivom alkohola in kako zmanjšati število poškodb v prometu, ki je višje od slovenskega povprečja. Teden dni nazaj smo prav v naši občini gostili posvet na temo Mladim prijazne občine, preverjeni pristopi, ki delujejo, ki sta ga organizirala Inštitut za mladinsko politiko in Skupnost občin Slovenije. Dogodek je povezoval Jože Robežnik. Primere dobrih praks pa so predstavili poleg medvoškega župana Nejca Smoleta, ki je tudi predsednik Skupnosti občin Slovenije, še predstavniki 4 občin od skupaj skoraj 50, ki se ponašajo z nazivom Mladim prijazna občina. Certifikat Mladim prijazna občina podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, ki ji trenutno predsednikuje medvoški župan Nejc Smole in počasnim pokroviteljstvom aktualne predsednice Republike Slovenije, torej dr. Nataše Pirc Musar. To je priznanje občinam, ki uspešno sistemsko izvajajo ukrepe usmerjene v integracijo mladih starih od 15 do vključno 29. leta v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa
pa spodbujajo čim hitrejše osamosvajanje mladih. Kot smo na tokratni predstavitvi dobrih praks večkrat slišali, pridobitev naziva za občino ni enkratno dejanje, ampak dolgoročna zaveza. Certifikat ni zgolj medalja na steno, ampak je proces, ki občinam pomaga razvijati boljše in bolj celovite politike za mlade. Mi certifikate podeljujemo vsako leto, isto jih tudi podaljšujemo vsako leto. Vsaka občina se odloči sama, kdaj je pripravljena certifikat pridobiti in potem to kontinuirano tudi nadaljevati. Se pravi, ko občina pridobi certifikat, ga na 4 leta podaljšuje in pomembno je, da pač občine tega ne gledajo samo kot naziv mladim prijazna občina, ampak da aktivno delajo dolgoročno na vseh področjih za mlade. Tako, običajno je, da vsaka občina za vsako področje določi nekatere ukrepe, ki jih bo izvajalo in pri teh ukrepih mi poskrbimo tudi, da dobimo vsa potrebna dokazila, da nam občine pokažejo, da te ukrepe izvajajo. Tu je čisto odvisno od vsake občine posebej, se pravi, imamo majhne občine, ki imajo manjše proračune do večjih občin. Pomembno je, da delajo na tem, da iščejo rešitve, tudi če te rešitve niso vedno samo v denarnih zneskih, ampak že te majhne, mogoče tudi fizične stvari, da damo nekim mladim veliko pomeni. Občina Medvode je naziv mladim prijazne občine za 4-letno obdobje pridobila leta 2021. Konec lanskega leta pa ga je na novo potrdila. Razlog za kandidaturo pa, da vidimo, kje v državnem merilu smo. Za pridobitev certifikata je morala občina svojo zavezanost mladini potrditi na 9 področjih in se zavezati, da bo učinkovitost ukrepov vsaj ohranila ali pa jih dvigovala. Gre predvsem za ukrepe za večjo participacijo in organiziranost mladih, za njihovo informiranje in mobilnost in tudi ukrepe na področju zaposlovanja in izobraževanja in za mladim naklonjeno stanovanjsko politiko. O potrditvi certifikata lansko leto je občina Medvode poleg vseh že obstoječih ukrepov iz predhodnega obdobja izpostavila še uvedbo participativnega proračuna, v katerem lahko za projekte glasujejo tudi mladi, starejši od 15 let in poleg nagrad izjemnim študentom še finančno pomoč dijakom na področju kmetijstva. Med pridobitve, da Medvode za mlade ne postanejo zgolj spalno naselje, je župan Nejc Smole umestil tudi ponovno delovanje kluba medvoških študentov in organiziranje kariernega sejma. Na tokratni predstavitvi pa je dal tudi zavezo, da občina načrtuje za delovanje kluba nove prostore. Jaz mislim, da tisti ukrep, ki ga najbolj izpostavljajo in da ga imajo res večinoma vse, je to, da imajo to mladino nekako organizirano v nekih centrih, v nekih svetih, v nekih društvih in da potem ta društva oni podpirajo, zato da lahko delajo dobro za mlade in s tem pridobivajo tudi večje število mladih. Danes smo slišali dobre prakse. Bi bilo kakšno dobro prakso, ki smo jo danes slišali, potrebno tako rekoč uzakoniti? Jaz mislim, da vsaka občina, kar vsaj nekaj naredi za mlade, je dobra praksa. Ene delajo malo manj po svojih sposobnostih, ene malo več, ampak že vsak ukrep, ki ga občina izvaja, je pač dober primer. Poleg medvoškega župana Nejca Smoleta, ki je tudi predsednik skupnosti občin Slovenije, katere vloga je, da dobre ideje čim hitreje posreduje do vseh občin, vključenih v skupnost, so primere dobrih praks na področju naslavljanja mladih predstavili še župan občine Radlje ob Dravi, dr. Alan Bukovnik, podžupanja mestne občine Novo mesto Sara Tomšič, župan občine Ormož Danijel Vrbnjak in Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina, odkoder je leta 2012 tudi prišla ideja o tovrstnem certificiranju občin. Torej, vsi ukrepi, ki jih občine izvajamo in so ciljno usmerjeni v generacijo mladih, prinesejo učinke. Nekateri, so tisti, ki imajo zelo kratkotrajne učinke, čim so pa, usmerjeni v konkretno družbeno skupino mladih, pa seveda tudi v tej generaciji pomenijo neposredne izboljšave stanja. Konkretiziral sem pravzaprav to učinkovitost usmerjenosti v mlade na primeru našega participativnega proračuna, v okviru katerega smo ob prvem glasovanju občank in občanov okrog projektov imeli 20% volilno udeležbo, kar se tiče celotnega prebivalstva, med mladimi pa je bila volilna udeležba zgolj 4%.
Takoj v naslednjem ciklu smo namenili en sklop sredstev, en del sredstev samo generaciji mladih in izkazalo se je v bistvu, da se je konkretno volilna udeležba izenačila z, bom rekel, splošno generacijo občank in občanov. Torej prišla iz 4 na 20% v trenutku, ko smo jim omogočili, bom rekel, nek prostor, znotraj katerega so bili suvereni in v katerem so bili prepričani, da gre za ukrepe, ki so namenjeni res samo mladim. Beočanin je bil sprva mladinski aktivist in zato je bržkone prav občina Ajdovščina predstavila največ konkretnih ukrepov na različnih področjih. Eden takih je na primer program Mladost na Buri, ki temelji na tem, da otroci in mladi od 3. do vključno 21. leta, ki živijo ali se šolajo v občini, ob vpisu v program prejmejo dnevnik, v katerega beležijo svoje aktivnosti na 4 področjih. Moja skupnost, moj prijatelj, moje zdravje in moj poklic. In skozi leta pridobivajo značke za svoje prostovoljske aktivnosti, ki vodijo k aktivnemu prostovoljskemu udejstvovanju, obenem pa k ustvarjanju bolj solidarne in vključujoče družbe. Tudi občina Medvode je prepoznala pomen tovrstne participacije mladih, med drugim tudi s podelitvijo naziva Mladi up Medvod na vsakoletni slavnostni seji. Sam prostor za izvajanje ukrepov je dovolj širok. Tisto, kjer je, bom rekel, največji problem, so seveda finance in financiranje, tako da jaz bi bolj rekel ne samo uzakonjenje nekih ukrepov, predvsem tisto, kar občine od države potrebujemo, zato da bomo lahko še učinkovitejši pri izvajanju ukrepov mladinskih politik, so seveda finance. Najdražja mladinska politika je stanovanjska mladinska politika in tukaj, bom rekel, občine nujno potrebujemo dodatna sredstva, s katerimi bomo lahko odgovarjali na ta danes največji izziv področja mladine. Prav izzivom na področju stanovanjske politike, ki je rak rana tudi medvoške mladine, vsaj tako so menili anketiranci o pripravi nove mladinske strategije, so v občini Ajdovščina že sicer namenili več ukrepov za mlade do 34. leta starosti ali mlade družine. Od subvencij za komunalni prispevek, torej za samograditelje, pa do subvencij za stanovanjske kredite, kjer znašajo naše subvencije 10.000 evrov za prosilce, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. Tudi javni najem samo za generacijo mladih je seveda eden od najučinkovitejših načinov oziroma ukrepov stanovanjske politike za mlade in z vsemi temi ukrepi bomo seveda nadaljevali tudi v prihodnje z čedalje, bom rekel, večjim naborom enot, ki jih lahko mladim tudi v kontekstu javnih najemnih stanovanj omogočimo. Torej z povečevanjem fonda javnih najemnih stanovanj, ki jih namenjamo kot omenjeno izključno mladim. Zanimivo mi je tisto vaša razlaga 10 let in nič več najem. Gre za, bom rekel, paralelen ukrep siceršnjemu ukrepu javnih najemnih stanovanj za socialno in ekonomsko ogrožene državljanke in državljane. Naša odločitev je bila, da se mladim ta stanovanja ponudijo za dobo 10 let kot tista umestna postaja, umestno domovanje med domovanjem pri starših do trenutka, ko so mladi sposobni za to, da lahko pridobijo svojo nepremičnino na trgu in v tem obdobju jim seveda skupnost, občina pomaga pri reševanju stanovanjskega vprašanja. Skupna ugotovitev razpravljavcev je bila, da uspešna mladinska politika temelji predvsem na dolgoročnem delu, sodelovanju z mladimi v smislu nič o mladih brez mladih, na občutku pripadnosti lokalni skupnosti. To, kar občine potrebujejo, je zato dolgoročen, sistematičen in medresorski pristop k mladinski politiki, ki presega en mandat. In naša ugotovitev, kar nekaj ukrepov, ki jih izvajajo občine na področju mladine, bi veljalo tako rekoč uzakoniti. In še vesela novica, na torkovem slovesnem dnevu prostovoljstva je občina Medvode potrdila tudi naziv prostovoljstvu prijazna občina. Osnovna šola Medvode pa naziv Junaki našega časa. In še ena lepa novica, osnovna šola Pirniče je občino Medvode odlično zastopala v vseslovenski akciji Turizmu pomaga lastna glava, ki ga organizira Turistična zveza Medvode. Tema letošnjega že 40. festivala je bila Aqua Vibe Prepustimo se toku. Pirniški osnovnošolci so se predstavili zgodbo Pravlična pot med vodami in osvojili zlato priznanje. Vsakoletno izmenjavo sadik in semen v Smledniku, poimenovano kar flancanje,
so navdihnile fotografije rečnih teras ob Savi pod Smlednikom, kjer so domačini v obdobju med obema vojnama na sončni legi vzgajali zgodne sadike in si jih medsebojno izmenjevali. Teras že davno ni več, saj jih je poplavil dvig reke ob izgradnji hidroelektrarne, obujena izmenjava flanc pa sedaj v Smledniku poteka od leta 2005. Še leto prej pa so izmenjavo sadik organizirali v Slovenskem etnografskem muzeju. 22. torej so se preteklo soboto zbrali tisti, ki cenijo domačo pridelavo zelenjave, zelišč in okrasnih rastlin, tokrat s poudarkom na fižolu. Prav na dan fižolovega janeza, po vremensko burnem tednu, ki so ga sooblikovali ledeni možje in Zofka, je v lepem vremenu potekalo 22. flancanje na trgu Svetega Urha v Smledniku z blagoslovom in izmenjavo semen in sadik. Z obveznim kulturnim programom, ki ga tradicionalno sooblikujejo pevci Smleškega žarka, ki še dodajo žlahtno noto dogodku, s katerim ohranjamo našo dediščino. Pesem, ki ste jo slišali na začetku, ki poje o 3 starih cvetlicah kmečkih vrtov, nageljček, fajgelček, rožmarin, smo v bistvu naročili zato, ker smo lani imeli temo stare rože kmečkih vrtov in iskali smo ta fajgelj, in smo ga tudi našli. Sicer obstajajo danes tudi gojene, torej kupi se semena to vrstne rastline, samo vsi starejši vam bodo povedali, da tisto, kar kupiš danes, ni čisto kot pa tisto, česar se oni spomnijo od svojih staršev in starih staršev. Tako da naša mama Fani Sešek je na Štajerskem potem dobila sadike tistega pravega fajgelna, tako kot je bil včasih, in tudi zdaj raste na vaškem vrtu, sicer je že malo odcvetel. Letos spomladi je zacvetel. Fajgelj so nekdaj gojili tudi v Smledniku, zato so veseli, da so to cvetje zdaj obudili v vaškem vrtu. Fani Sešek je v Smlednik pripeljala še številne druge, tudi že skoraj pozabljene rastline. Bila je ena najbolj aktivnih članic Društva za ustno zgodovino in ena njenih največjih zapuščin je prav bogata zakladnica domačih semen. Zelo veliko semen je zapustila različnih, predvsem zelenjave in stročnic, tudi rož, zelišč. Nekatere smo pač vzgojili v sadike, ker je bilo to že treba začeti februarja, nekatere so torej tukaj v obliki že rastlin, kar nekaj jih je v obliki še semen. Tudi nekaj še njenih zelišč in zeliščnih izdelkov. Fani Sešek so močno pogrešali tako obiskovalci kot organizatorji, saj se organizacija dogodka prične že jeseni in tam pride prav vsaka pridna roka. Dejansko se te stvari začnejo dogajati že jeseni, ko se zbirajo semena, ko se pripravljajo stvari. Moram pa reči, da v bistvu ta klopca pod kostanjem se kar dostikrat zberemo, tudi poleti, ko hodimo v bistvu neke delovne akcije na vrtu, zalivanje, odvisno kakšno je, pletje, dejansko se ves čas pripravlja. In potem recimo spomladi, ko se res sestanemo, razdelimo semena in seveda potem tudi pripravimo sadike, tudi načrt, kako se bo to izvedlo. V Smledniku so na flancanju vsako leto najbolj zaželene sadike paradižnika, je pa na izbiro res veliko število najrazličnejših sadik in semen. Vsi so povabljeni, da prinesejo, seveda se pa v tem času največje povpraševanje oziroma največ se ljudje želijo plodovk, tega je največ. Recimo solat je zelo malo, potem so pa še kakšna trajna zelišča, pa potem ljudje tudi recimo kakšne stvari prav iščejo, recimo ne vem, danes me je ena gospa spraševala, kje je kakšna pokrovna zelišča, začimbe in podobne stvari. In je zanimivo tudi to, kar recimo ne poznajo in razložiš, recimo to je pa boreč, pa ima take listke, take je cvetovi, zakaj je dobro in pa reče, to je pa super, bom pa vzela. In pa vzame. Nekateri obiskovalci so bili prvič, veliko število pa je takšnih, ki na izmenjavo pridejo prav vsako leto. Jaz moram reči, da vsako leto, ko vidim, predvsem starejše gospe občudujem, s tako zavzetostjo, kot bi, bom rekla, res bile ta duh flančnika, flancanja, pripeljejo, odprejo, bom rekla, pokrov svojega oziroma prtljažnika avtomobila in potem seveda fanti pomagajo nositi. In ko vidiš, s kakšnim zanosom to nosijo na mize, ponujajo. Mislim, da se včasih naši gosti, naši obiskovalci tega trenutka premalo zavedajo, s kakšno skrbjo so pripravljene, s kakšno, bom rekla, energijo, kaj se puščajo v teh sadikah, te starejše gospe, ki še vedno cenijo vrt, ročno delo na vrtu in skrbno vzgojene sadike, ki so zelo pomembne. Radi
Citronske mete pa jo ni, drugače pa mislim, če kaj posebnega, več ali manj že doma imam vse posajen. Ja. Citronsko meto ste že kdaj tukaj dobili? Ja, vsako leto pa mi nekako ne ratajo vzdržati, drugače imam čokoladno meto, jagodno meto, več vrst pa mi vse ostane, ta citronska mi pa ne. Vam uspe do tele izmenjave tudi vam kaj pridelati pa prinesete sem? Seveda, sem prinesla meto jagodno, pa čokoladno, pa meliso, pa tele, pa so že, no, ne bom se spomnila, več stvari, ja, no, v glavnem. Pa čajote, pa stoletno čebulo, veliko stvari, no. Slišala sem za tole flancerijo in sva rekla, greva pogledat, sva prvič tukaj in mi je zelo, zelo zanimivo. Kaj vam je recimo padlo v oči, kaj bi vam prišlo prav doma? Fižol. Ta fižol, ki ga na inštitutu zdaj žlahtnijo, mi je zelo zanimiv in tudi vzela sem si ga, pa bom videla, kaj bo zrasel. Ste vi danes tudi kaj pripeljali s seboj, vam je uspelo kaj pridelati do danes? Nekaj flanc imam, paprike pa paradižnika, samo nič nisem prinesla, ker nisem vedela, kako to izgleda. Naslednjo leto pa bom. Kot rečeno, pa je bila letošnja osrednja tema fižol in v okviru teme delavnica prebiranja fižola in razstava starih sort. Letos je glavni junak fižol. Ohranjanje domačih semen na splošno, ampak predvsem fižol. Zaradi zapuščine naše aktivne članice Fani Sešek, ki jih je zbrala kar 24 sort. Posebno pozornost na flancanju namenijo tudi otrokom, ki dobijo tudi simbolična darilca, se igrajo s starimi igrami, prebirali pa so tudi novo slikanico Fižolček Klemen. To se je v bistvu lepo nekako spontano odvilo, ko smo predstavili te stare sorte fižolov, ki jih je zbrala naša mama Kmetijskemu inštitutu, se je izkazalo, da so oni tudi bili zraven pri recenziji knjige za otroke. Kontaktirali smo založbo, avtorico in vsi so bili zelo veseli in so videli tukaj velika sinergija. O fižolu pa je podrobneje spregovorila tokratna strokovna gostja na flancanju Barbara Pipan, ki se na Kmetijskem inštitutu Slovenije ukvarja z žlahtnjenjem fižola. Žlahtnjenje praktično je, da nekaj izboljšamo, da nekaj oplemenitimo, da nekaj pač dvignemo na eno boljšo, višjo raven. In tudi pri fižolu je v bistvu program žlahtnjenja zastavljen tako, da nekako parira ali pa se osredotoča na cilje, ki so pomembni v današnjih pridelovalnih razmerah. Ne poznamo vse zdaj spreminjajoče se klimatske razmere, različne lokacije in v Sloveniji in v Evropi, ki pač zahtevajo specifične, bom rekla, sorte, ki so prilagojene na to. In zaradi tega smo osredotočeni predvsem na odpornostne lastnosti, to se pravi povzročitelje bolezni, da žlahtnimo v smeri, da, bom rekla, vzgajamo tolerantne sorte, ki nekako zmorejo zaobsežiti to, in pa tudi od abiotskih stresov, predvsem, da se na odpornost na visoke temperature in pa pomanjkanje vode. Žlahtnjenje je znanstveno podprt proces, ki traja več let. Od prvega križanja do končne registracije rastline namreč preteče kar 10 let in v vseh ciklih selekcije, izločanja in identifikacije najboljšega genotipa je najbolj pomembno, da izberejo tiste genotipe, ki imajo lastnosti, ki si jih pri novih sortah želijo. To omogočajo različne analize, genetske, in vitro analize odpornostnih testov in prehranske analize. Mogoče bi omenila, ker sem genetik tudi, genetske analize, kjer v bistvu pri križancih, ki ga jaz pogledam, rečem, ima super lastnosti, zgodne cveti, nima nitastih strokov, je odporen, ampak ne vem, zdaj mogoče je to samo letos, naslednje leto ne bo, glede na okolje, in v bistvu z genetiko pa lahko pogledamo, ali ima genetske predispozicije, to se pravi je nosilec odpornostnih genov, ne vem, proti gljivi, ki povzroča fižolov užik in tako naprej. In to so pa še vedno vse tradicionalne metode, to se pravi, nič ne posegamo v genom, samo pogledamo, kaj tam je in na podlagi tega se potem lažje, bolj učinkovito odločimo, katere križance bomo peljali naprej v proces selekcije in prišli potem do tistih končnih križancev, ki so v bistvu kandidati za novo sorto. Viri rastlin, ki so podlaga za žlahtnjenje, so pomembni,
in tudi stare sorte z domačih vrtov so zato zelo primerne. Mi se sploh ne zavedamo, kakšna zakladnica teh genov praktično je skrita v tej dednini, ki jo ljudje vzgajajo sami doma, ki jo ohranjajo na vrtu. In v bistvu genske banke so v bistvu res zakladnice vse te dednine, ki jo tudi mi potem vključujemo v programe žlahtnjenja kot starše. To se pravi pri izbiri staršev, ker starši potem so tisti, kjer na njih naredimo križanja in potem delamo selekcijo. Mi ne odbiramo tistih najboljših, ampak naredimo križanja. To se pravi, da še s tem dodatno povečamo variabilnost in raznolikost naših novih sort. Na Kmetijskem inštitutu so vzgojili že 5 novih sort navadnega fižola, ki so prilagojene slovenskemu okolju z visoko prehransko vrednostjo in odpornostjo na bolezni. To so tudi glavne lastnosti, ki jih iščejo pri žlahtnjenju fižola. Zdaj odpornost, to se pravi proti glivičnim okužbam, bakterijskim okužbam, virusnim okužbam, to so v bistvu 3 glavne. Kot sem prej omenila, zgodnost, to se pravi od abiotskih stresov, odpornost na višje temperature in pa pomanjkanje vode. To so v bistvu v glavnem vse te lastnosti, ki so pomembne, vse skupaj pa jasno rezultirajo in se odražajo v pridelku, seveda pa ker žlahtnimo tako visok kot nizek fižol, tako za stročje kot za zrnje, seveda tudi cilji se pri tem potem razlikujejo. To, kar se zdaj omenila, je pri vseh fižolih enako. Zdaj pri nizkem fižolu se nekako bolj osredotočamo tudi na pozicijo strokov na rastlini, ker je potem to pomembno pri strojnem pobiranju fižola. Pri visokem pa seveda, da gremo v smeri, ker Slovenci obožujemo maslence, da gremo v smeri, žlahtnimo v smeri dobrega maslenca. To se pravi rumen ali zelen tip stroka, barva stroka, brez niti, zgoden, maslen strok, dobrega okusa in to je v bistvu to. Seveda pa upoštevajo tudi prehranske lastnosti in delajo na sortah z več železa in cinka ter zmanjšujejo antinutritivne snovi, ki povzročajo napenjanje. Tudi na ta način bodo stročnice dosegle še večji delež našega jedilnika, saj Slovenci kar radi posegamo po njih. Predvsem bi rekla tako, da smo ljubitelji fižola, radi ga pridelujemo, radi ga uživamo, bi pa rekla, da smo pa mogoče majčkeno rezervirani za uporabo drugih stročnic in bi mogoče gledalce zelo lepo povabila, da preizkusijo tudi če kaj drugega. Stročnice so zelo dobre, sploh za tiste, ki pač ne uživajo mesa, to se pravi vegane, vegetarijance, ker imajo res večje vsebnosti beljakovin, proteinov in seveda še zaradi vseh drugih lastnosti, tako da kar veselo lahko se tudi vključujete oziroma pridelujete na svojih vrtovih, pa daste na svoje krožnike tudi vigno, limski fižol, potem belo lupino, to se pravi volčji bob, potem grahor. To so vse stročnice, ki so zelo, bom rekla, skromne za pridelavo, nezahtevne za pridelavo, pa zelo bogate. Fižol Kmetijskega inštituta je v soboto hitro pošel, prav tako pa tudi vse ostale sadike in semena, ki so jih obiskovalci prinesli za izmenjavo. Z izmenjavo pa ohranjamo domače vrste kulturnih rastlin in biotsko raznovrstnost, skrbimo tudi za večjo samooskrbo, neodvisnost od trgovcev, za svoje zdravje in nenazadnje je to priložnost za povezovanje in ohranjanje skupnosti. V torek 12. maja sta v Baru kulture 313,6 Sara Bukovšak in Jurij Marusik ponovno gostila zanimivega gosta na njunem mesečnem klepetu in tokrat je bil to slovenski igralec medvoških korenin Janez Škof. Ker rad zaigra tudi na harmoniko, saj je član glasbene skupine Čompe, je seveda večer sooblikoval v svojem stilu in navdušil obiskovalce, ki so tokrat povsem napolnili Bar kulture. Zanimivi in raznoliki gostje so stalnica klepetov, ki so zanimivi ne samo zaradi sodelujočih, ampak tudi zaradi simpatičnega in sproščenega klepeta, kjer Sara in Jurij o gostih izbrskata tudi kakšno zanimivost, ki ni širše poznana. Tokratni gost Janez Škof, ki sicer zase pravi, da v našo občino pride le še na pokopališče v Smledniku k mami, očetu in sestri, če imamo srečo, pa tudi na kakšno predstavo, v kateri igra, pa je očitno zelo priljubljen, da je privabil rekordno število obiskovalcev klepeta. Malo sem pričakoval zato, ker je domačina, ampak sem bil pa vseeno presenečen, koliko ljudi se je zbralo na tem večeru, ker bi rekel, da ni nobene
enačbe, ki bi nam povedala, kdaj bo kdo prišel in ne, ampak moram reči, da je bilo res prijetno. Seveda pa Janez Škof tudi velika osebnost gledališka, ki zna publiko motivirati, ne, narediti svojo sceno in je nek svoj svet zelo zanimiv. Vprašanje pa torej, ali je medijsko zelo znana oseba, o kateri pišejo praktično vsi in o kateri vsaj mislimo, da vemo vse, celo težje spraševati, da pogovor ostane zanimiv in izviren. Ja, ni tako enostavno, ne. Treba je predvsem materijala pregledati, njegove intervjuje, življenjepis, vse te stvari in nekako potem ven zbrati mogoče kakšne stvari, ki še niso toliko znane in da so toliko zanimive, ne. Predvsem to pride s to igro, katera trditev je pravilna, ne. Tam zvemo marsikaj, ker jih pač gost sam zbere, ne, in jih pošlje in se potem pogovarjamo o njih, ne. Kaj zanimivega smo torej izvedeli o Janezu Škofu tokrat? Med drugim, da narodno-zabavne glasbe, kljub temu, da igra harmoniko, nikoli ni maral, ter da je na gostovanju v Kremlju še v času obstoja Sovjetske zveze preplezal kremeljski zid, pa tudi, da je bil v otroštvu obešen in zaklan. Pri padcu s hrasta se je namreč nesrečno zataknil za jopico in obvisel na njej toliko časa, da je padel v nezavest, pri skoku z gugalnice pa z glavo zadel v nož, ki ga je imel nekdo v roki. Ta mu je potem, dokler ni noža nekdo na hitro potegnil ven, nekaj časa štrlel iz očesa. Na srečo sta se oba dogodka končala brez hujših posledic. Izvedeli smo tudi, da je na gostovanju v Argentini videl Antonija Banderasa in svoje soigralce nahecal, da pride na njihovo predstavo. Ob potapljanju v Indoneziji pa mu je na 32 metrih zmanjkalo kisika, a je uspel čudežno izplavati. Kaže, da ima več življenj in še sreča, saj je publiko s svojim pripovedovanjem navdušil, večer pa dodatno popestril še s petjem in igranjem na harmoniko. To mi pa pač ni težko, pripovedujem jaz itak zelo rad, kadar sem zgovoren, ampak na takalih večerih pač si. Špilam pa tudi rad. She is not a normal fish, because she is the human fish. And this is the story how the human fish become the human fish. Nekaj je po vodu, po srebrno kankico, ujeva je zlato ribico, je imeva nogico, ujeva je zlato ribico, je imeva nogico. Kaj je tisto, kar vas v življenju najbolj navdihuje? Vi ste glasbenik in igralec, pa še marsikaj. Kaj je tisto, če bi morali samo eno stvar od teh, ki jih počnete, izbrati, kaj bi najraje počeli? Ja, oboje, ne moram samo ena, ampak igral, no. Igral, sej enkrat sem bil že na tem, da, ker se nam je ponujal s Čompam, da gremo na ene velike turneje. Sam pol bi mogel takrat pustiti teater in sem razmišljal malo o tem, da bi za en čas, s tem, da pri teatru je to problem, da ga ne moreš kar tako za en čas pustiti, pa pol zelo z lahkoto nazaj prideti. In sem se pol odločil, da ne. Tudi za profesionalne igralce je značilno, da je igra del njihovega življenja, zato se redki upokojijo takoj, ko za to izpolnijo pogoje. Enako velja za Janeza Škofa, ki ga bomo še naprej lahko spremljali v predstavah na gledaliških odrih, na televiziji ali pa na kakšnem glasbenem prizorišču. Ja, jaz bi že lahko šel lansko leto aprila. Zdaj zaenkrat, itak zdaj zakonsko, zaenkrat je še ta možnost, da lahko 3 leta potegneš. V teatru seveda bi bili zelo proti, če bi jaz dal kar odpoved. Pa ja, rad še igram. Sam, koliko časa bo pa to trajalo, pa ne vem. Kako je, če recimo celo življenje ustvarjaš tisto, kar imaš res rad? Se mi zdi, da vi uživate v vsem tem, kar počnete in pojete in igrate. Ja, recimo, ne zmeri, seveda, se človek je danes tak. Včasih to tudi muka in se moraš prisiliti, ampak ja,
tako kot pri vsaki stvari. Ampak ja, pa teater je tudi tako, zdaj, starejše vloge nima kdo igrati, če ni kakšnega starega igralca not. To je tako. Janez Škof trenutno navdušuje v predstavi SNG Drama, poetični drami Voranc Daneta Zajca in v Shakespearjevem Kralju Leru. S Čompami pa bo 26. maja nastopil v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. Jurij Marusik in Sara Bukovšak pa naslednjega gosta klepeta nista razkrila, bo pa zadnji pogovor v tej sezoni v mesecu juniju v Baru kulture 313,6, zato spremljajte njihova obvestila, da tega zanimivega dogodka ne boste zamudili. Na tržnici Medvode je preteklo nedeljo vnovič potekal sejem gramofonskih plošč, ki ga zadnja leta organizira javni zavod Sotočje. Sejem se je odlično uveljavil, saj privablja vedno več razstavljavcev z vedno bogatejšim naborom gradiv. Posledično pa se v Medvode zgrinja vedno večji obisk zbirateljev trdih nosilcev zapisa zvoka in ljubiteljev glasbe nasploh. Sončna nedelja je na tržnico Medvode privabila lepo število ljubiteljev glasbe, ki so si lahko izmenjali, odkupili ali prodali gramofonske vinilne plošče, CD-je in tudi kasete iz zasebnih zbirk. Kaj ste prinesli v Medvode? Večinoma CD-je, kasete, neki plošč, je pa večinoma rock, to je ta glaven. Kakšna emisija danes tudi kaj odnesti s seboj? Ja, to pa zmeraj v bistvu. Pred sejmom v bistvu malo pregledam, če kaj za moje zbirke, pa malo na stran daš, pa kaj prodaš, pa je to, ne? Da pa tisti nabereš. Prinesel sem en kup plošč, razne CD-je, kasete, tako da se za vsakega nekaj najde. Ne? Šel tudi z misijo kaj poiskati zase, za svojo zbirko? Sem, seveda. Zbiram bolj CD-je, tako da evo, tole sem si najdu. Pa kaj za zmenati pa to, tako da sem velik ljubitelj glasbe, zbiram tudi sam, tako da delno kleje tudi z moje zbirke in pa mislim, da so ostali tudi podoben. Nedeljski sejem je potekal od 10. do 18. ure in privabil ljubitelje glasbe iz vse Slovenije, ki so prišli bodisi naključno preveriti nabor, spet drugi pa prišli s točno specifičnimi potrebami in željami. Kakšna emisija danes, kaj iščeš? Karkoli, kar poznam. Tool, King Gizzard, Camel, tako, malo sem prišel pogledati. In zaenkrat, kako kaže? Dosti dober. Oboje sem najdel, sam King Gizzarda še nisem. Sicer pogosto udeleženec sejma gramofonskih plošč v Medvodeh? Sem, ja, zdaj sem že ene drugič ali tretjič. Tudi sam zbiram. Ja. Ja, iščem določene glasbe, ki mi je všeč, stara glasba, recimo Pussycat, njihova najbolj znana Mississippi, ampak je očitno zelo težko tole dobiti. Jaz smo že malo poprašali, pogledal gospod prijazno, ni, ABBA je sicer, ampak ne tisto, kar je meni všeč. Pa še kakšen CCR, Creedence Clearwater Revival, to v glavnem to iščem. Sicer prvič v Medvodah? Na sejmu gramofonskem, ja, prvič. Ocenjujete zaenkrat zbirko? Ja, je v redu, čeprav ni še tisto, kar bi jaz rad, ne. Drugače pa v redu, lepo, mi všeč. Šli ste pa odkot? Iz Domžal. Lepo, zelo lepo, mi všeč. Zbiraj kar, upam, da mi bo sreča za kaj nasmehnila. Lov je bil, vidim, da uspešen, kaj ste uspeli najti? Ja, tisto, kar sem iskal, skoraj vse dobil, no, razen ene. Tako da, ja, uspešno, zelo dobro. Mi zaupate, kaj ste našli? Našel sem plošče, ki sem iskal od Aldi Meole, Johna McLaughlina, Paco de Lucia, koncertne, Deep Purple, neki pa Led Zeppelin. Tako da, pač muziko, ki sem jo nekdaj poslušal, pa določene plošče, ki mi manjkajo, no, v zbirki. Ste sicer pogosto udeleženec gramofonskega sejma plošč v Medvodah? Ne, in zdaj bom pa sigurno, ker nisem vedel, da je, tako da sem slučajno videl plakat na Kulturnem domu, pa sem pa rekel, moram iti pogledati, ne, tako da evo, to je to. Tako da sem zelo vesel, da je to tle. Prav vsi sogovorniki, teh se je v prvih urah sejma nabralo zares lepo število, pa so pohvalili nabor, ki je bil tokrat na voljo v Medvodah. Kakšna je ponudba danes v Medvodah? Dobra, zelo dobra ponudba, pa veliko folka, lepo vreme, tako da je super. Od ste sicer? Jaz sem iz okolice Domžal. Prvič tokrat? Danes prvič kle, ja. Tako da moram pohvaliti, da je super. Pridemo še. Presenetljivo dober, res. Tako, za vsakega je marsikaj, no. Tako da, bom rekel, stari rock, jazz, funk, pa to
90%, no, tako res dober. Tako da sem zelo zadovoljen, tako da ful dober. Ful sem presenečen, da je toliko velike izbire. Kjerkoli drugje sem bil, je bilo ful mal, so pa kakšnih takih večjih vinilskih trgovinah je ful manj, kot v primerjavi tako tukaj. Sicer pogosto v Medvodah? Ja, zdaj že ta drugič v bistvu, ali ta tretjič, drugače pa v bistvu bolj v Ljubljani na Bušjaku v bistvu. In kaj se je danes nabralo, kakšna je ocena? Bom rekel, da je kar zanimivo v bistvu in da vsak let da je bolj. Kakšen je, videti je kar polno, torej odziv, kako ocenjujete, glede na to, da ste že večkrat bili, je v porastu, kaj se dogaja? No? Ja, mislim, da je kar vsak let v bistvu, da je več v bistvu ljudi. Zmer bolj v bistvu tudi CD-je v bistvu so začeli, čeprav še zmer so ta glavne plošča. Ne. Zbiranjem LP plošč, CD-jev v zadnjem času pa so za zbiratelje vedno bolj zanimive tudi kasete, se ukvarjajo ljubitelji glasbe vseh generacij. Predvsem je spodbudno, da smo na tržnici lahko srečali tudi mnoge mlade, ki sicer po večini v svetu glasbe na ukaz, ob pogledu na kaseto ali CD le z začudenjem pogledujejo, kaj to čudo pravzaprav sploh je. Malo brskam, drugače ne par sem jih že dobrih videl, ja, mogoče kakšno nabavam, ja. Drugače pa kakšne Iron Maiden, Metallica gledam bolj, tako da ene par jih je, kaj zanimiv. Ne vem, prvič sem tle, mislim, da še celo, tako da se mi zdi v redu. Kod prišel? Jesenic prehajam, hodam pa v šolo v Kranj. Torej samo zaradi sejma gramofonskih plošč v Medvodah? Ja, zato sem prišel malo pogledat, ker sem pač zdaj nedolgo nazaj jih malo začel zbirati pa poslušati, imamo gramofon. Sem mislil, da mogoče kaj tle najdem fajnega. Zdi se mi, da na nek način še kar obdržati to kulturo glasbeno v fizični obliki, se mi zdi, da ima še kar veliko pomena. No. In da nekaj, s čim smo začeli, ne moramo kar pozabiti, samo zato, ker imamo zdaj druge stvari. Kako neguješ ti svojo zbirko, imaš že, kako obsežna je, tako bom rekel? Bolj začetniška, ne velika, ampak sem na pravi poti, da dosežem kaj večjega. Sejem gramofonskih plošč, ki je očitno tu, da bo ostal, se bo v Medvode vrnil spet jeseni, vljudno vabljeni. To soboto so mladi medvoški gasilci dokazali, da gasilstvo ni le pogum ob nesrečah, ampak tudi znanje, zbranost in ekipni duh. Na občinskem tekmovanju v orientaciji Gasilske zveze Medvode so se pionirji, mladinci in pripravniki pomerili v orientacijskem teku, topografiji vozil in gasilskih veščinah. Trasa je tokrat potekala v okolici Sore. Po progi s kontrolnimi točkami so se podali z veliko vnemo, nekaj treme in še več ponosa. V Sori je preteklo soboto potekalo občinsko gasilsko tekmovanje v orientaciji, ki ga na območju Medvod tradicionalno organizira Gasilska zveza Medvode. Tekmovanje je namenjeno pionirjem, mladincem in pripravnikom, ki se na terenu preizkusijo v orientacijskem teku, topografiji, vozlih in gasilskih veščinah. Organizacija kot vsako leto poteka brez problemov, ker smo že vpeljani v ta tekmovanja, tako da tukaj nimamo nekih večjih problemov. Malo nam je ponagajalo vreme v tem tednu, ampak so organizatorji to uspešno izpeljali. Danes nam je vreme naklonjeno, tako da tekmovanje poteka brez posebnosti. Na progi je vse ok, malo je blatna sicer, ampak za gasilce to ni problem. Danes tekmuje 52 ekip iz Gasilske zveze Medvode v 3 kategorijah: pionirji, pionirke, mladinci, mladinke, pripravniki, pripravnice. Mladi gasilci so se po okolici Sore podali na različne kontrolne točke, kjer so morali pokazati zbranost, hitrost in znanje. Takšna tekmovanja niso le preizkus spretnosti, ampak tudi pomemben korak na poti do regijskih in državnih tekmovanj. To je malo drugačno gasilsko tekmovanje. Kako bi te vrline, kako bodo pomagale mladim gasilcem, recimo tudi v vsakdanjem življenju? Če ne drugega, se bojo vsaj znajdli v gost, ko bojo prišli, da bojo znali pogledati, kam je, v katero smer se obrniti, kaj delati, kakšne priročne stvari, vaja iz kompasa jim bo veliko pomagala tudi v normalnem življenju, da se bojo vsaj znajdli, če bojo kadarkoli kam šli. Kako je šlo, kakšna je bila proga, kakšne vse ovire, naloge so vas čakale? Proge so bile zanimive, pa tudi malo težke. Kaj je bilo najtežje? Kakšen blat, se je ta tudi zagozdil noter z nogo.
Ampak pa tudi kompas smo verjetno izgubili, da je naš mentor izgubil. Ampak na koncu, kako je šlo, če potegnete črto? Dober. Tudi dober. Kako pa ste se pripravljali na tole tekmovanje? Koliko vaj ste imeli, kako so mentori vas izobraževali? Več kot 10 vaj, sigurno. Šlo nam je dobro, pa kaj je bilo tudi težko pred nami. Katere vse naloge so bile po poti? Vozli, topografski znaki, pa kompas. Kaj vam je šlo najbolje? Vse. Ja, v bistvu ga nismo skoraj nikjer, ker nismo imeli tudi nobenih kazenskih. Najbolj nam je šlo pa po mojem preteku. In kakšno uvrstitev pričakujete? Tam okoli top 3. Pa mentori, kako so sledili vašemu tempu, ste jih kaj utrudili? Ja, smo jih kar, smo bili ful hitri, pa so mentori tudi malo za nami ostajali. In zdaj, ko ste se pripravljali na to tekmovanje, kaj novega si se naučil o gasilstvu? Kakšne nove stvari, nova znanja, kaj bi rekel, da si se naučil? Ja, znal sem se na zemljevid gledati, pa te znake, gost, pa to. Topografski? Ja. A pa ti? Ja, jaz sem tudi to skoraj vse znal, tako da nisem skoraj nič učil od novega. Povejte, vidva sta brata, pa nista skupaj tekmovala. Kako to izgleda? Sta navijala drug za druga ali sta bila konkurenca? Nekako tudi navijala drugače. Ja. In kako je šlo tvoji in tvoji ekipi? V redu. Dobro. Kaj vse vas je čakalo na poti? Ja, veliko vir. Vozli v bistvu, pa obkrožiti rabo stvari, pa pokazati v bistvu na karti. Kaj je tisto, kar ti je šlo najbolj in česa si se najbolj bal? Najbolj mi je šlo topografski znaki. Najslabše je pa bilo tisto, ker si rabo kompas, pa si rabo povedati une smedine, pa kam kaže pa to. Občinsko tekmovanje v orientaciji ima v Medvoški gasilski zvezi dolgo tradicijo in praviloma poteka v spomladanskih mesecih. Tokrat so se ekipe zbrale v Sori, prejšnjo tekmovanje pa je potekalo na območju za vrha pod Šmarno goro. Proga je bila letos speljana tako, da so morali tekmovalci dobro opazovati okolico, slediti navodilom in se znajti na terenu. Na kontrolnih točkah pa so jih čakale naloge iz gasilskega znanja, od vezave vozlov do prepoznavanja topografskih oznak. Kaj vse jih čaka na progi, kako ste jo postavljali, kdo je prevzel večji del te organizacije? Organizacijo smo prevzeli člani komisije za mladino s pomočjo PGD Sora, ki je letošnji organizator tekmovanja na njihovem področju, sodniški odbor in vodstvo Gasilske zveze Medvode. Na progi je veliko točk, recimo hitrostno zvijanje cevi, topografski znaki, radijske veze in še ostale. Bile so pa tudi dve nalogi izven proge, to je pa vedrovka in napadalnica v vod, tako da kmalu bomo tudi danes zaključili, ker gre vse po protokolu. Največ razlogov za veselje so imeli domači gasilci iz Sore, ki so osvojili prehodni pokal in slavili v kategorijah pionirk, mladink in pripravnikov. V kategoriji pionirjev so bili najboljši gasilci iz Smlednika. Med mladinci pa so prvo mesto osvojili gasilci iz Gornjih Pirnič. Zmagovalci so se veselili glasno, a tudi druge ekipe so iz Sore odšle z dragocenimi izkušnjami. Tekmovanje je znova pokazalo, kako močna je gasilska mladina na območju Medvod in kako pomembno je delo z najmlajšimi člani društev. Čeprav so pokale dvignili najboljši, so na koncu zmagali vsi, ki so z nasmehom, pogumom in znanjem prehodili pot. Že v soboto 9. maja je v športni dvorani Medvode potekalo državno prvenstvo Slovenije v badmintonu za starostno kategorijo do 15 let. Tekmovanja se je udeležilo 12 badmintonskih klubov iz vse Slovenije, skupaj pa je na igrišča stopilo kar 75 mladih tekmovalcev, ki so odigrali 110 tekem. Badminton klub Medvode se je izkazal kot gostitelj, njegovi člani pa so se okitili s 4 naslovi prvakov. V športni dvorani Medvode je skozi ves dan vladalo odlično vzdušje. Številni gledalci pa so lahko spremljali napete in kakovostne dvoboje najboljših slovenskih badmintonistov v kategoriji U15.
Prvenstvo je znova pokazalo, da badminton med mladimi v Sloveniji ostaja šport v vzponu, Medvode pa pomembno središče razvoja tega športa. Zaenkrat smo končali z kategorijo, se pravi z miksom do 15 let. Tukaj smo imeli finale, nažalost se ni šlo za zmago, tako da imamo drugo mesto v mešanih. Teodora z Maxom Trampušem, ki pa iz Koneksa. Pa danes mi je šlo tako, mislim, bilo je dosti za drugo mesto v mešanih dvojicah, zdaj pa še igram posamezno polfinale, pa upamo, da finale. In kaj pričakuješ, torej zmago? Ja, grem na zmago, tako kot vedno. Koliko naslovov državne prvakinje, se pravi med posameznicami in pa v duo že beležiš? Tako med posameznicami, po moje samo enega, za dvojice pa tako 3. Za mešane pa mogoče naslednje leto prvič. Na domačem terenu je klub organizatorja predstavljalo 15 igralcev, ki so skozi celoten turnir pokazali veliko borbenosti, želje in odlične igre. Ni mi šlo neki dobro, samo povedati, sam zaradi tega, ker sem si poškodoval gleženj, 2 tedna nazaj sem malo slabši igral. Kaj pomeni torej malce slabše o uvrstitvi? Ja, zgubil sem, drugo tekmo sem zgubil, sem šel na vse moči, sam pol mi malo gleženj že izdal, tako da nisem mogel več. Kaj pa, kakšna je današnja konkurenca? Konkurenca je kar močna, je res, da sem en let mlajši od vseh let, tako da naslednje let upam, da bomo boljše igrali. Teodora Milivojević si je med posameznicami priigrala 3. mesto, 2 drugi mesti pa v dvojicah z Mijo Sketelj in Maxom Trampužem. 3. med posameznicami je bila Pija Križmanič. Imamo kar uigrano ekipo, tako da zaenkrat nam tole gre. Recimo, da državni nivo je veliko manj zahteven, kot je mednarodni. Pri mednarodnem rabimo več prostovoljcev, pa vse to. Tukaj pa recimo, da številko približno 10 staršev plus otroci, ki ne igrajo, pridejo pomagati, tako da ne vidimo nobenih težav v organizaciji. V slovenskem prostoru se badminton klub Medvode ponaša z dolgo tradicijo razvoja mladih igralcev, vrhunskih rezultatov in organizacije pomembnih tekmovanj. Kaj pa je glavni cilj letošnjega leta, sezone 2026? So to tekmovalni cilji, so to organizacijski, so to krepitve znotraj tekmovalnih vrst? Vsega pa malo bom rekel, ne. Se pravi, prvi pogoj je številčnost. Če imamo številčnost, potem tudi lahko selekcioniramo zadevo. Uspehi seveda morajo biti. Če bo vse po sreči, če nam uspe, mogoče bomo celo imeli v vseh kategorijah državnega prvaka. Tako da jaz mislim, da je to čisto lep uspeh. Tudi število naših igralcev, ki so del reprezentance, je približno 12-13, kar predstavlja skoraj tretjino vseh reprezentantov v Sloveniji, tako da lahko rečemo, da verjetno delamo tako, kot je treba. Strokovno delo v klubu vodita glavna trenerja Natalija in Denis Pešehonov, ki s svojim znanjem, mednarodnimi izkušnjami in sistematičnim pristopom pomembno prispevata k razvoju mladih badmintonistov ter uspehom kluba na domači in mednarodni ravni. Velik kup slovenske odbojke Lorena Kešelj, ki igra za OTP Branik Maribor, odhaja v ZDA. 190 cm visoka srednja blokerka, ki je nastopala v vseh najvišjih reprezentančnih selekcijah, je dobila posebno povabilo v ekipo Little Rock Trojans v Arkansasu. Lorena je že vajena odhodov, saj je kot 13 let staro dekle odšla v Maribor, kamor so jo kot velik talent povabili odgovorni v klubu OTP Branik Maribor. V najbolj znani kolesarski vasi na svetu je minuli vikend potekala amaterska kolesarska dirka za 19. veliko nagrado občine Komenda. Andrej Žavbi je na krožni trasi zmagal v kategoriji Master H. Članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode je v 23. krogu MNZ Gorenjska Kranj na domačem terenu s 3-1 premagala ekipo Tržič 2012. Z 31 točkami se je medvoška članska vrsta povzpela na 6. mesto lestvice. Potem, ko so članice plesnega kluba Bit pred 2 tednoma blestele v Zagrebu, hip-hop skupina Mladinci je osvojila 1. mesto, Modern formacija Mladinci pa 2. mesto in uvrstitev v Grand Stars Galo, je slednja svoj uspeh minuli vikend ponovila oziroma še izboljšala na Rolly Dance Open v Mariboru.
V Medvodah na Gorenjski cesti je prišlo do 2 prometnih nesreč. Pri prvi je bilo le nekaj manjše materialne škode in so policisti izdali obvestilo o odstopu od ogleda, v drugi pa je povzročitelj nesreče vozil na prekratki varnostni razdalji in se ob nezgodi tudi telesno poškodoval. Za povrh vsega pa so mu policisti za storjeni prekršek izdali še globo. V Trnovcu je prišlo do drzne tatvine. 2 neznanca sta starejšega občana zamotila s pretvezo, da lahko ponudita pomoč pri urejanju okolice. Izkoristila sta nepazljivost občanov in iz stanovanja odtujila več vrednih predmetov. V Preski pa je nekdo ukradel dele delovnega stroja. Pri ogledu prizorišča je policistom pomagal tudi kriminalistični tehnik, po pregledu zavarovanih sledi pa bodo o ugotovitvah obvestili tudi tožilstvo. Še o enem dogodku zvorja poročajo policisti, obravnavali so dogodek nenadne smrti, o vzrokih pa še ni nič znanega. Še opozorilo, ki je vezano tudi na dogodek, ki smo ga omenili v rubriki Kazniva dejanja, policisti opozarjajo občane, da z neznanci ne komunicirajte oziroma jih ne spuščajte v svoje stanovanje. Predvsem pa bodite pozorni, da ob odhodu iz stanovanja, tudi če greste ven le za kratek čas in v bližini, vrata za seboj zaklenete. Za konec še vabilo. V soboto 23. maja vas od 9. ure naprej v okviru 9. Medvoškega kulturnega festivala v središču mesta čaka pisan družinski kulturni dan z umetnostjo, ustvarjalnostjo, glasbo, tržnico in interaktivnimi doživetji ter vsebinami, ki bodo navdušile tako otroke kot starše in seveda tudi vse ostale. Tako kot o tem bomo s kar nekaj dogodkov, ki so se dogajali včeraj, kot smo napovedali na začetku nocojšnje oddaje, poročali v prihodnjih novicah med vodami. Zato vabljeni, da se nam spet pridružite pred televizijskimi ekrani čez teden dni. Nasvidenje do takrat.